Edina nevarnost, ki trenutno preti na nas, pa ni le koronavirus sam, ampak tudi dezinformacije o virusu, ki se v tem času širijo prav tako viralno. Seveda vas dezinformacije za razliko od covida ne bodo neposredno življenjsko ogrozile, so pa lahko veliko bolj škodljive na dolgi rok, ker dajmo biti realni, korona bo enkrat mim, ampak neumnost ostane zavedno. In prav z namenom preprečevanja napačnih prepričanj o virusu smo pri nas dobili naslednjo institucijo. Klicni center za informacije o koronavirusu je v prvem valu prejel več kot 50.000 različnih vprašanj glede virusa. Daljši pogovor, ravno pri teoriji zarote je bil 1:29 minut, tako da si lahko predstavljate, da smo se temu res posebej posvečali. Ja, v prvem valu so prejeli kar 50.000 vprašanj glede koronavirusa. Verjamem, da so bile sama tehtna, kot naprimer, kakšne barve je virus, a je res manjši od mravlje. In pa seveda, koliko vas je Bill Gates plačal, da lažete? Še bolj kot vprašanje me zanima, kaj točno se je dogajalo med tistim klicem, ki je trajal 1,5 ure. Glede na to, da živimo v Sloveniji, sta se najbrž 2 minuti pogovarjala o virusu, pa sta se pa še 1 uro pa 27 minut kregala o komunistih. Po resnični zgodbi. Ne vem za vas, ampak jaz se še nikoli nisem 1,5 ure pogovarjal po telefonu. Še ko sva šla z bivšo na razen, sem jih v 10 sekundah povedal. Konc je, obrn, pa pas na celovški radar. Ajd. Žal pa tudi največji trud telefonskih operaterjev, da bi ljudi informirali, včasih ne zaleže. Trenutno je v zadnji fazi preizkušanja 9 farmacevtskih podjetij, a že vnaprej se pojavljajo nasprotniki, pojasni Janja Božič-Marolt, in ti že vplivajo na mnenje javnosti. Sploh ne vem, kaj je bolj žalostno. To, da nekateri nasprotujejo edinemu ukrepu, ki nas utegne rešiti iz tega sranja, ali to, da je slovensko zdravstvo že tako izčrpano, da morajo zdravniki za razsvetljavo uporabljati sveče. Grozno. A ni žalostno? Ne ploskat, ker je žalostno. Dezinformacije so vsekakor videti kot resen problem, ampak ker smo tudi mi resen medij, smo dejstva preverili tudi pri ljudeh, ki jih najbolj obvladajo, pri fitness influencerjih. Ravno zato zdaj izpostavljamo zvezo z enim izmed tako imenovanih fitness influencerjev, Facebook doktorjev, gospodom Žarkom Odzvončem. Žarko Odzvonč, lepo pozdravljeni. En lep pozdrav vsem. Najprej povejte, kako ste kot fitnesser sprejeli dejstvo, da so fitnessi po novem zaprti? Čujte, kak mislite, da sem sprejel? Sami vidite, v enem tednu sem cel izheran, mišice, to je šlo. Pa niso samo fitnessi, cel kup drugih neživljenjskih ukrepov. Maske na prostem, kot da smo ninje. Resno, na podlagi česa? Teh testov, a se vi šalite? Maske nositi, oprostite, to je tako, če bi proti AIDS-u masturbiral kondom. Jebejmo mas, ni čudno, da mišice stradajo. Žarko, vsem nam je žal zaradi vaših mišic, ampak oprostite, a se vam ne zdi, da bi morali pustiti besedo strokovnjakom, ki so se za to šolali? Ne. Konec koncev ste samo influencer, a niste? Tudi vi? Ja, sem jaz ne govorim, da bi rekel... Če bi se že šli, kdo sme o tem področju govoriti in kdo ne, jaz se opravičujem, ampak jaz bi imel verjetno prednost. Nisem strokovnjak, ampak jaz sem vsej v srednji šoli imel ure mikrobiologije. Jebemo mas, res jih ni. Gospod Odzvonč, še čisto za na konec, dejstvo je, da se virus kljub vašim videom ali pa mogoče ravno zaradi njih nezadržno širi. Poslušajte, obstajata dve dejstvi. Prvič, porast okužb je nekaj popolnoma normalnega v tem času. In drugič, številke okužb ne rastejo niti približno tako kot moji ugledi. Še enkrat poudarjam, nisem strokovnjak, ampak kak te ne bom imel prav, če pa me vsi gledajo. Preden govorite neumnosti, samo pomislite eno stvar. Koliko lajkov pa ima gospod Krek? Vse dobro vsem, pa ne bodite ovce in delite ta video. To je bil influencer in fitnesser gospod Žarko Odzvonč in s tem zaključujemo današnjo rubriko. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.